Cenjene gledalke, spoštovani gledalci televizije AS, lep pozdrav v letošnji zadnji oddaji Klepetalnica, v kateri smo seveda predstavljali najrazličnejše organizacije, posameznike in danes, ker smo seveda ob koncu leta, v božično-novoletnem času, vam predstavljamo namreč Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in z nami je Nejc Kurbus, načelnik te organizacije. Nejc, dobrodošli v Murski Soboti, lep pozdrav. Lep pozdrav vam in vsem, ki nas gledajo. Takole, malo dolgi naslov, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, seveda imate kratico za lažje sporazumevanje, slovenska nevladna, neprofitna, prostovoljna, skavtska in mladinska organizacija. Kar veliko sem povedal, boma pa povedala, tako na začetku, oziroma boste povedali, Nejc, gre za seveda poanto vsega skupaj, vzgojo, izobraževanje, pripravljanje mladih ljudi na življenje. Ja, tako je. Zdaj ste v bistvu vse povedali, ne? Idejo skavtstva si je zamislil Robert Baden-Powell. On je bil sir, lord, on je bil vojak, nekoč vojskovodja v tistih prejšnjih časih, še ko je Anglija bila še zelo, se je boril recimo v Afriki, ne, za eno kolonijo. In potem je prišel nazaj v Anglijo, zato v Združeno kraljestvo, no, z mislijo, da on mora nekaj spremeniti v tem svetu. In tam med tem bojem, tam je eno mestece Mafeking, se je reklo, je on branil in odbil, zaradi tega je potem postal tako opevan, zato ker je v bistvu odbil napade, v tistem mestu zelo dolgo zdržal in tudi zaradi tega, ker je takrat zaupal otrokom, ne. On je takrat nekim dečkom rekel, ne vem, prosim, vi prinesite to, vi. Prvič, tako da je bilo to znano, ne. In potem je on s to mislijo, da so lahko tudi mladi odgovorni, in to je bil tisti čas potem industrijske revolucije, ko so otroci bili na ulicah, ne, in so jim vsi poskušali dati neko vsebino. Je takrat napisal knjigo Skavtstvo za fante, leta 1908 izvedel prvi tabor na otoku Brownsea, to je tam pri Londonu. Vse oblekel v uniforme, ne, to še nam je danes lastno, da so bili iz različnih slojev družbe, pobral otroke in v bistvu kot mirovniško gibanje zastavil skavtstvo, ne. In on je, bil je on, potem je bil knjiga o džungli, recimo, ne, njegov sodobni gospod Kip, ja, tako. Nekateri, ali pa govori se, zdaj pa to jaz ne vem, če je res ali ne, ampak veliko se govori, da je v bistvu knjiga o džungli nastala zaradi naprošnjo Badena-Powella, zato ker mi imamo tudi, potem bova se dotaknila naše strukture, ampak volčiče in volkuljice, ki v bistvu delajo po zgodbah iz knjige o džungli, ne. Potem je Don Bosco, Maria Montessori, to so v bistvu vsi bili sodobniki tistega časa, ki so se trudili nekako mladim dati vsebino, ne, ki so bili na ulici. In gospodu Badenu-Powellu je to uspelo, ne. Nas je danes svetovno gledano med 40 in 50 milijonov na svetu, definitivno je skavtska vzgoja priznana kot najbolj učinkovita metoda dela z mladimi. No in v Sloveniji nas je pa skoraj 6,000. Skoraj 6, ja. Bolj bomo rekli 5,800. Pravzaprav se to takoj po drugi svetovni vojni se neka protiutež naredila, seveda v socialistični državi z taborniki. Pravzaprav, kdaj se je v Sloveniji razmahnilo skavtstvo, tam verjetno pred osamosvojitvijo, bržkone, prebral sem nekje, zasledil gospoda Petra Lovšina, ki je to prinesel iz zamejstva. Namreč skavti slovenski so bili, ampak so bili v zamejstvu, ne, zanimiva reč, ne, in potem je prinesel to v matico Slovenijo in takrat se je to začelo potem širiti. Ja, to je zanimivo, ja, da pri nas so v bistvu zamejski skavti starejša organizacija kot matični skavti. To pa je zato, ker ta ideja takrat s tisto knjigo v bistvu preplavila svet, ne. In zaživela ni samo v državah, kjer je bil režim tak, da ni dopuščal mladih ljudi, ki razmišljajo svojo glavo in so pripravljeni delati nekaj spremembe. No in v Slovenijo je skavtstvo prišlo že v letu 1922 najprej, ne. Tam v Kamniški Bistrici je bil nek tabor, reklo se je to takrat župa, Dravska župa, se mi zdi, da so bili, in to je v bistvu v celi, torej takrat je bila to kraljevina Jugoslavija, ne, in takrat po celi kraljevini Jugoslaviji se začelo to razprševati, kako naj rečem, ne, širiti, ne. Potem pa seveda so se zgodile vojne, in po drugi svetovni vojni je skavtstvo v Sloveniji bilo prepovedano, tudi zato, ker je Robert Baden-Powell je rekel, da se mlad človek ne more razviti v polno osebnost,
če nima tudi aspekta vere oziroma religije kot take. Ne. In on je dejal zelo modro, ne, po mojem mnenju, da religija mora biti tista, ki je v kulturnem okolju tam bila dana tisti organizaciji. Ne. Tako da imamo recimo, ne vem, v Franciji je 5 različnih organizacij in so katoliki, pravoslavci, muslimani, ne, skratka. Ne. Pa vsi skauti. Pa vsi skauti. Ne. Ampak zato, da znamo, ampak ja, znajo pa živeti skupaj. Ne. In to je poanta vsega. Ne. No in Baden-Powell, zdaj sem čisto malo zašel, ne, z vprašanja, kako so se skauti začeli, ampak on je potem umrl v Afriko, je šel nazaj za svojo ženo in je menda bil precej razočaran, zato ker on je te skaute ravno on je ustanavljal skaute kot mirovniško gibanje in njegova vizija je bila to, da če bo v vsaki državi bojo tam skautje, mi rečemo sebi bratje in sestre, se bomo pa znali izmeniti. Ne? Bomo pa preprečili to, da bi se zgodila vojna, ker bojo skauti v parlamentih, ker so skauti vzgajani za aktivne državljane in bojo rekli, ok, mi se tega ne gremo, moj brat na drugi strani. In on je videl potem za drugo svetovno vojno, da ta ideja ni... Vizija je bila, ni še bila zrela. Ni zaživela do te mere, ne, in je verjetno bil res razočaran gospod. Ne. No, jaz v bistvu sem tudi sam kot... Jaz sem načelnik, z mano je še, to moram povedati, Tjaša Sušin, ona je načelnica, ne, ker mi imamo v naši strukturi vedno moške, proti te žensko. Tako. Zato, ker tudi naša vzgojna izbira, kje smo drugačni od skautskih organizacij v svetu, bili, no zdaj je to že zelo moderno, ne, je, da smo se že na začetku odločili, mi smo rekli, ok, ker živimo v Sloveniji, bo katoliška vera, ki je tu tradicionalno najbolj prisotna, naša osnova. Seveda spoštujemo, sprejemamo vse, ampak pač vrednostna podstat bo na to se naslonila in na slovenstvo in na demokracijo, ne? In pa sovzgoja, ne? Mi temu rečemo, ne? Sovzgoja fantov in deklet, zato da bodo lahko nekoč imeli družino in bodo tam znali se pogovarjati oče in mama, mož in žena. Ne? No in zdaj preveč stvari, jaz vam hočem naenkrat povedati, ne? Da odgovorim na to vprašanje. Potem je skautstvo v Sloveniji zamrlo, ker ni bilo dovoljeno, torej v času naše bivše države. Itak tudi cerkveno združevanje ni bilo dovoljeno, ne? In takrat nobenemu ni bilo v interesu, da bi neka organizacija bila, ki bi pa na papirju bila. Ki bi pa mlade, ki bi bila na papirju po eni strani in po drugi strani, ki bi mlade, bog ne daj, ne, vzgajala v to, da morajo pa oni povedati svoje mnenje, pa razmišljati, pa vrednotiti, kar se okrog njih dogaja. Ker mi res rečemo, da vzgajamo aktivne državljane in to imamo tudi zdaj neke dokaze v številkah, ker neki ministri so vseeno potem skauti pa tako. Skratka, v času Jugoslavije to ni bilo dovoljeno in potem leta 90 so bili 31. marca ustanovljeni skauti v Sloveniji kot skauti, jaz rečem, mislim pa Združenje slovenskih katoliških skautin in skautov oziroma ZSKSS. Peter Lovšin je takrat to idejo pripeljal pa potem iz Italije. Ne? Ker je v bistvu ta ideja skautstva na nek način malo deformirana, živela tudi za taborniki. Ne? Oni so globalno gledano tudi skautska organizacija. Ne? V Sloveniji je celo več skautskih organizacij, ampak pač oni so takrat z neko združevanje skautov, ki so želeli, da bi ta ideja živela še naprej, ampak so pač mogli za to, da bi lahko v tistem času preživeli kak del, ne, recimo to vero odvzeti, pa potem gozdavništvo, ne, tako. No in mi smo potem leta 90 nastali, v bistvu kot prvo tako civilno katoliško združenje nasploh, v Sloveniji itak, pa tudi v tem delu Evrope smo bili, ker je pač ta zavesa takrat padala, ne, in je se ta svet, kar je bila Slovenija v večjih pogledih vodilna. Prva, recimo, rečemo. Tako da to so bili izjemno pogumni ljudje. No. Če gremo malo še k organizaciji, rekli ste blizu 6000 ali nekaj manj skautin in skautov, ste razdeljeni verjetno po regijah, jaz se tako predstavljam to in verjetno so ene regije bolj zastopane, ima več članov. Vem, da pri nas v deželi ob Muri ni veliko skautov, ne? Morda bo tale oddaja, tale najin pogovor spodbudila spet nekoga. Je pa takole, ne, da v določenih, bom rekel, kar župnijah, je en čas, ko so neki aktivni, navdušeni, kar raste, potem, ko ti ljudje odidejo, prepustijo drugim,
verjetno je problem malce v organizaciji, ne? Ja. Ne vaši, centralni, ampak nasploh, ne? Lokalni, regionalni. Ja, vi morate vedeti, da naša organizacija je prostovoljska, kar ste na začetku lepo povedali, ne? Naši voditelji, mi to računamo, ker moramo itak voditi zaradi države in vsega, ampak uradno poročamo številki, mislim, da okrog 350 prostovoljskih ur na leto. Če se mene vpraša, je to smešna številka, ker ko jaz grem računati, koliko sem jaz kot prostovoljec, ko sem vodil na lokalnem nivoju, ne, to je bilo pač 500 ur na leto 100%. Tako da jaz sem tem našim prostovoljcem, zdaj če kdo gleda, neskončno hvaležen in to so ljudje, ki zastonj dajo sebe, svoj čas, mogoče kako leto študija, žal, kar jih sicer noben ne spodbuja, ampak se včasih zgodi kot stranski učinek, da faks se podaljša. To, da vzgajajo otroke na lokalnem nivoju, po 70 krajih v Sloveniji. Zdaj v tem koncu je pa res, ja, tu nas žal, tu smo Črenševci, branijo našo severovzhodno mejo, potem pa že Radgona v resnici, Gornja Radgona, Slovenske Gorice so tam pri Lenartu, Ptuj. Zdaj mi bomo zelo veseli, če se tu smo že imeli poskuse, bili so tu Križevci, to sva prej govorila nekaj še pred začetkom snemanja. To sem poznal nekaj. Ja, tako da mi si zelo prizadevamo tudi, mi konstantno rastemo kot organizacija, tudi zdaj, kljub koroni, v času korone v resnici so vsi zaznali nek padec. Mi smo rasli, mi smo delali srečanja preko Zooma, pakete pošiljali domov. Ampak to je pobuda iz strani lokalnih prostovoljcev. In v bistvu je izjemno veliko, mislim, vse zahvale za to, kar mi delamo, so zelo deljene. Ne moramo reči zato, ker zdaj mi oni tako rečejo, oni v Ljubljani, čeprav sem jaz iz Lenarta, recimo, Tjaša je iz Krškega, zdaj sicer živi v Ljubljani, mi smo zelo razpršena in res to demokracijo se učimo na res dober način, se mi zdi, skupaj odločanje, ampak definitivno tu ima predvsem zasluge za to, kaj mi delamo lokalna raven in ti prostovoljci, ki si jemljajo čas. In zdaj, če si ti mlad človek, star poprečno 23 let, itak, da postaneš skavtski voditelj in investiraš svoj čas, že prej si bil, ampak potem ti se izobraziš, mi imamo interno zelo močno usposabljanje, nekateri pravijo, da je ena izmed boljših v tem delu Evrope, skavtska, itak so priznana. Naše imenovanje trener je izenačeno z kvalifikacijo trenerja za mladinske delavce, recimo, ali pa menedžer lokalne enote je, mi rečemo, stegovodja, ker je lokalna enota steg, to imamo mi svoj žargon. No in on je v bistvu, njegova izobrazba je primerljiva z vsemi mladinskimi delavci, ki so bili na usposabljanju menedžer, recimo. Nekje sem prebral približno 200 taborov, ravno toliko še zraven zimovanj, zanimivo, skavti imajo zimovanja, seveda z namenom, da se skavtine in skavti učijo življenje. Dobesedno učijo življenje, ne da morajo ravno preživeti v naravi, ampak spoznavajo nove kraje, se urijo v različnih spretnostih, ki jim pridejo prav v življenju, absolutno. In tako se učijo, kar je zelo pomembno za mene, tudi življenja skupnosti. Da en posameznik se mora podrediti neki skupini, da skupaj potem, bova rekla, preživijo nekje zunaj na zimovanju, ampak vsak ima svojo nalogo, če ne izpolni, pač celotna skupnost trpi. Ja. In hkrati se skupnost mora prilagoditi njemu. Tako, točno tako. Tako da to je... Ja, jaz vedno rečem, da so skavti šola za življenje in vabim vedno potem. Jaz kar rečem starši, če ste pametni, zdaj smo gledali svetovno prvenstvo, super, fajn, če vaš sin nogometaš, gotovo bo dobil veliko, če bo tam, ker se neke vztrajnosti, gibanja, to so preventivni dejavniki za duševno zdravje, ampak pri skavtih je tega še več. Ja, seveda ne. Predvsem pa je zraven ravno to, spoštovanje, tudi drugače misleči, ne nazadnje spoštovanje do vere, do nekega univerzuma, bova rekla, ki vlada v svetu in odgovornost, in dejali ste besedo vztrajnost. To je zelo pomembna odlika danes svetu. Pravijo, ni važno, če padeš v življenju, tako ali drugače. Umetnost se je pobrati in nadaljevati zgodbo.
In vztrajnost je ena od lik skavtovke, ne? Ja, gotovo. Mi rečemo osebno napredovanje temu, da nek član torej naši najmlajši so bobri. Bobri in bobrovke. Bobri in bobrovke, tako. To je Živijo v starostna jezu. omejitev 7 let, ne? 6-7 let. 6 do 7 let, ja. Tako. In potem naprej. Njihovo geslo je trden jez. Trden jez. Osnova, ne? Tako se pozdravijo, to sta bobrova zobka. Zobka, dobro. Trden To nisem jez. zdaj to prvič vidim, fajn. Tako, Bova šla malo zdaj. Njihov zakon je, bober je dober. A ne? Ja, in že pri njih se začne, oni opravljajo hlode, mi rečemo, hlod, ker bober grize. In pri teh tam mlajših je v bistvu vse zelo ambientirano, zelo skozi zgodbo, ne, učenje skozi zgodbo in tako. Ampak že oni se učijo recimo te vztrajnosti in ne vem, ja, če ima doma družina težave, otrok si ne zna zavezati vezalk, pa že vsi sošolci se znajo, ne, pa dostikrat rečejo našim voditeljem, ja, dajte, kaj če bi pa vi dali za ta hlod, ne, da bi si on naučil zavezati čelaje. Ne. In potem je to naenkrat lažje in je za celo družino dobro, on mora izkazati svojo vztrajnost, ko so bila pri vztrajnosti, ne, in se nauči vezati zdaj čevlje zaradi se ne, ampak tudi zaradi skavtov kot neka spodbuda. Ne. In se mi zdi, da to osebno napredovanje potem skozi leta samo še je vedno ne težje, ampak vedno večji koščki so, saj smo tudi ljudje vedno večji, ne? Na koncu si v bistvu prepuščen ne samemu sebi, ampak že samo vzgoja, ne, v resnici, tako kot zdaj mene, vas, ne vem, no, razen če si je kdo toliko pameten, da nekega osebnega spremljevalca ali pa mentorja poišče v življenju, ne, si v bistvu prepuščen svoj presoji, kaj boš s svojim življenjem naredil, ne. In jaz mislim, no, da pri skavtih opremimo ljudi za to, no, da skozi življenje grejo boljši. Ne. In to tudi, če samo dodam, jaz vedno nekaj kar še dodal, da mi smo delali pred leti in tudi zdaj monitoring našega članstva itak številke, ampak tudi tako kvalitativno, ne vem, duševno zdravje, neke te stvari. Ne. Smo to našo aplikacijo za vrednotenje tega podelili z svetom, nastala je pa na podlagi tega, kar smo delali skupaj z Harvardom in angleškimi skavti in še nekaj tujimi skavti. Ne. In v teh raziskavah, ki so v bistvu dizertacije, ne, znanstvene raziskave, je bilo pokazano, da so skavti v bistvu, da so skavti nadpovprečno duševno zdravi in tudi zdravi mladi. Ne. In to je ravno zato, ker se gibajo, ker so skupaj, ker ta socializacija, ker torej gibajo se, družijo se, zunaj so veliko, ne. Potem ta altruizem, ne, skrb za drugega, zastonjskost, to so vse preventivni dejavniki, ki pa človeka bogatijo. Tako. In to so v bistvu vse neki temelji skavtstva. Vse zato pa tudi konec koncev je to večjim organizacijam lastno, ne? Samo mogoče pri nas še toliko bolj, da smo pač res več v naravi pa to, ampak tudi, saj ne vem zdaj, koliko ima gasilcev težave z duševnim zdravjem, ne? Verjetno ne tako dosti, ne? Ja. Cel cajt pomagajo drugim, ne? Ja. Zunaj so, ne? To sem ravno zadnjič razmišljal, ko smo nekaj imeli s civilno zaščito, s katero mi sodelujemo, no, ker pomagamo v kakih naravnih nesrečah. Del civilne zaščite ste, Sem ravno razmišljal, ne, da v resnici vsi ti deli civilne zaščite, to so, da se moraš biti ti v resnici zdrav, moraš za sebe znati poskrbeti, da lahko drugim pomagaš. Da lahko drugim pomagaš, ja, točno to. Ne. Tak da. Ja. Rekli smo, bobri bobrovke, potem naslednja kategorija od 8 do 10 let so volčiči in volkulje. Tako. Kako je njihov slogan oziroma geslo? Oni imajo njihov, torej, dober lav, dober lav in tako smrček narišeš in tako rečeš, da je dober lav. A tako se pozdravljajo? Tako se med sabo pozdravljajo. Od 11 do 15 let so izvidniki in vodnice. Tako. To so pa v bistvu tisti skavti, ko mi rečemo skavti, jih ima večina ljudi v mislih. Ja. Tisti, ki grejo, volčiči in bobri so naši najmlajši člani, za njih tudi malo bolj skrbimo in tudi po razvojni psihologiji ni najbolj primerno, da bi njih vrgli v nek gozd. Pri njih damo bolj skozi igro. Dočim pri izvidnikih je pa res ta življenje z naravo pride posebej do izraza, spi se na taborih zunaj, poleti skozi 10 dni, recimo praviloma 10 dni približno, ne. Tudi po zimi se kdaj spi zunaj, skratka to so tisti potem, ni to point skavtstva, ne, da boš zdaj ti, ravno. Ampak ker danes se mi zdi, da ravno, če bi Baden-Powell se danes rodil, oziroma danes deloval, bi verjetno takrat je otroke iz ulice potegnil, ne, na tisti tabor, danes bi jih verjetno iz računalnikov na ulico, ne.
Tudi geslo je zanimivo, bodi pripravljen. In oni pa tako, to pa je potem skavtski pozdrav. To je skavtski pozdrav. Prvič, ampak mora biti mezinec še prikrit. Ne? In to je bodi pripravljen, rečejo. Ne? In potem je čistost, ČOP, odkritosrčnost, požrtvovalnost. Ne? To je že dolgo časa nisem, ker nisem na lokalni ravni več aktiven, to je zdaj zame preizkus znanja. In pa močnejši ščiti šibkejšega, šibkejši podpira močnejšega. Ne? Bodi pripravljen in potem si damo še skavti tako roko. Ne? Torej, če bi si mi dala roko, bi si dala tako, da bi si v bistvu mezinec tako, ne? Zato, ker z desno roko pozdraviš in z levo roko daš tako, ker ta živec bi naj, jaz nisem zdravnik, šel v bistvu do centrala, ne? Tako da bi naj bil... Malo energije prenesemo. Tako da si pol, ja. Zadnja kategorija je popotniki in popotnice, to od 16 do 21 let, to so potem že tako v kategoriji mladink, mladincev, ne? Ja, to so v bistvu, tako kot ime pove, no, popotniki, popotnice, oni vzamejo ponavadi poleti nahrbtnike in grejo. Ali po Sloveniji, ali v tujini, ali s kolesi, ali nekak, ne, praviloma. Zato ima geslo, srečna pot. Srečna pot, isto pozdravje. Potem skavtski pozdrav, tudi, to sem pozabil povedati, ne, izvidniki so tudi, naša struktura je zakomplicirana, ampak zato imamo pa toliko članov, zato ker v bistvu jih cel čas zaposlujemo z nečim, ne. Ti kot izvidnik, kot bober daš bobrovsko obljubo, ne. Zdaj smo že pri zaobljubi, ne? Ja, bobrovsko obljubo. Kot volčič daš volčjo obljubo in kot izvidnik daš skavtsko obljubo. In to je obljuba, ki je potem enaka po celem svetu in potem od takrat naprej je vedno, mi se še zdaj, jaz ne pozdravljam več, mislim srečno pot velikokrat, ampak BP si mi skrajšano, ne, bodi pripravljen, to je naš pozdrav potem po celem svetu, kjerkoli srečaš skavta. Je to univerzalen pozdrav. Če mu rečeš BP ali pa be prepared ali pa sam to, jaz včasih na kaki ulici, ko hodim, ne vem, letos sem bil nekaj na Portugalskem, recimo, sem tam te skavtinje nekaj tam videl, smo si že potem mahali, ne, nismo govorili, ni bilo časa, ampak skratka srečna pot in oni, so tisti, ki podskupnost služenje so nekako vodila, služenje se v našem, mi imamo ogromno besed, ki so na nek način, se mi zdi, da ne vem, če zlorabljene, ampak njihov pomen je bil skozi zgodovino na nek način deformiran nekaj in služenje, dosti ljudi ima zelo negativen, torej, kako se temu reče, zelo negativno mnenje o besedi služenje, ne? Ampak mi na besedo služi, ko rečemo pod skupnost, pod logično, da nekaj prehodiš skupaj, skupnost, da tako kot sva prej govorila, da smo skupaj, znamo skupaj delati in služenje kot skrb za drugega oziroma pomoč, zastonjskost, darovanje za to, da nekomu drugemu polepšamo življenje. In to je v bistvu, to so mladi ljudje, ki se potem nekateri do 21. leta, ker do 21. leta si vzgajan pri skavtih, zdaj tudi kot prostovoljec si na nek način vzgajan, ampak potem drugače. Potem pa, hotel sem vprašati, ko greste v penzion. Ja, jaz sem recimo... Še, ampak skavt ostane pravijo za celo življenje skavt. Enkrat skavt, vedno skavt. Vedno skavt. Pri zaobljubah sva že bila, imate tudi neke zakone, menda ne, kot uzamca, ki jih mora poznati, skavt, ne vem koliko jih je. Ja, 10 skavtskih zakonov. Po kateri bi naj deloval in živel skavt, ne? Ja, tudi to je zanimivo, ne? Sicer to se da najti vse na spletu. To se da najti na spletu. Ne bomo sedaj tega seveda ponavljala. Zdaj gremo malce k uniformi, ne? Rekli ste, da ste unikatni slovenski skavti. Zakaj? Ja, mi smo, unikatni. Vsaki skavti so na nek način unikatni, ne? Ampak ko smo v Sloveniji se ustanavljali skavti ponovno, smo bili modre barve, ne? Zato, ker smo prišli iz Adžešije, italijanska organizacija skavtska, ki je pomagala takrat zelo nesebično v resnici postavljati skavtsko organizacijo v Sloveniji, ampak to na tak prav način. Oni niso prišli in so rekli, ja, mi pa to delamo tako, zato vi tako kljukica. Oni so rekli, mi to delamo tako, ampak v skavtstvu je... Boste se zbrali. Vi ste pa Slovenci. Ne? Mi smo v Italiji takrat, ne vem točno katerega leta, po mojem 90. v resnici, ne, so naši, to bi kdo drug znal boljše povedati, so še ljudje, ki so bili tam še vedno, ne, tudi med nami, no, hvala Bogu, so posadili lipo. Ne? Tista lipa tam v adresu v Italiji še vedno stoji, ne? Še vedno raste. Posadili so pa tisti prvi, ki so šli tja,
ki so se izobraževali, ki so jih oni izobraževali, ampak za naše vodje, ne za vodje, ki so taki, kot jih imajo v Italiji, ampak nam unikatne in lastne. Ne. Mi smo bili takrat zelo zaznamovani s komunizmom, recimo, kot država. Ne. Pri nas ni bilo nekega tega procesa, še zdaj se dogaja verjetno, ne, ta proces tranzicije, kako se je temu reklo v Nemčiji, ne, denacifikacija je bila tam, ne. Zdaj spet malo zlorabljen pojem danes, ne, ampak zgodovinsko gledano v resnici je Nemčija verjetno zaradi tega velesila, ker se je to tam zgodilo, ne, ker so oni v nekaj letih doumeli, da Hitler je mogoče, njegova ideja ni bila najboljša in čeprav je bila prej vsem všeč, ker so pač jih posod s tem prežemali, ne, so rekli, ok, mi kot narod zdaj razumemo, da to ni bila dobra ideja, čeprav smo prej navijali za njega na mrtvo, ne, ker smo samo mi edini pravi. Ne. Se to je logično. In to se je tudi Slovencem na nek način se nam še vedno dogaja, se mi zdi, jaz ko spremljam družbo. No. In se mi zdi, da zaradi takih organizacij, kot je bila skavtska organizacija v Italiji, nam je recimo v skavtski organizaciji, mi s tem nimamo nobenih težav. Ne. Se mi zdi, smo zelo neutralni, itak smo ne politična, ne strankarska, politična v tem prvobitnem smislu smo, seveda, ne, ker zelo ustvarjamo družbo, ampak nismo pa politična v smislu strankarskega, nimamo nekega zaledja, ne, tudi nikoli nismo imeli, ne, iz nas pride kak politik in smo tega veseli, hvala Bogu, se to je aktivno državljanstvo. Vprašanje, če uveljavlja cilje usmeritve potem kot politik, ne, to je res, ali pa stopi potem, vse vemo, ne, kar se hitro politiko. Žal. Barva, to sem pozabil. Emblem imate svoj z lilijo, kar je barva tudi kroj mi rečemo. Kot lovski kroj, ne? Imate vi skavtski kroj. Tako. Ne? Zakaj je takšna barva, ste se odločili? Torej, kranjska lilija ne, je nam, kaj je to, avtohtona, lastna sorta, geografsko-slovenska, recimo, da se zdaj to neke izraze zmešal, ki imajo kaj smisla. In takrat je iz te modre srajce nastala oranžna srajca po nekaj letih, seveda s težavo. Rjava, taka lepa. Mi rečemo opečnato oranžna, ampak v bistvu je to vse te barve, vsak vidi malo po svoje, ne, ampak no skratka, taka kot jo vidijo gledalci. In pa ruta. Potem pa ruta, polna skrivnosti. Potem pa rutka, zdaj skavtsko rutko, načeloma obstaja, mi imamo vse to zapisano v nekih aktih, seveda, vsaki čin ima drugačno ruto. Kaka more biti, ne. Ampak te čine oziroma osebna znamenja osebnega napredovanja in usposabljanja, to sem jaz zelo slab, jaz imam to, je zdaj nov kroj kroja ne, in imam jaz novega. Svetejši. Tako da je pa samo malce podaljšan in z temi gumbki, to če je to, potem to pomeni ali da si nekdo sam našel ali pa da je nova varianta, prenovljena. Če bi imel svoj star kroj, bi imel tukaj gor našitke iz dogodkov raznoraznih, ne? In tukaj bi imel našitke iz usposabljanja in osebnega napredovanja. In potem bi lahko nekdo rekel, nec pa je imenovan trener in menedžer mladinskega dela. Zdaj pa ne more, ker pač žal nimam. Ne? In lahko bi tudi rekel scout, poznavalec. Sem mislil, da so tile bedži, neke, ki imate na ruti. V bistvu na rutki more biti pa samo zapisano, kakšna je velikost rutke. Notri piše, ba je za obljuba? To na tej. In emblemi so vseh 9 področjih. V bistvu je tako, da na rutka je torej oblike, v bistvu je taka kot trikotna ruta. Da če bi se komu kaj zelo hudega zgodilo, bi jaz lahko rutko dal dol in z njo rešil življenje. In mora biti gor rožni venček, ki predstavlja našo izbiro katoliške duhovnosti. In to je v bistvu to, kar uradno mora biti na njej. Ampak potem boste videli, jaz v bistvu sem zelo skromen, piščalko imam, zato ker to je neka od civilne zaščite, sem je dobil, jamarska, pomembna hribovska, ampak mi sklicujemo te velike kroge ali pa kvadrat, zbore, mi rečemo temu, zunaj, če vidite kje skavte, da stojijo v krogu ali pa v kvadratu, in dvigujemo zastavo, pozdravljamo zastavo, pojemo himno, to se sklicuje za piščalko. To imam nek znak, ki sem ga dobil, ki sem že malo dolgo skavt, kar je tudi dobro. Potem pa, to pa so raznorazni dogodki. Vidim, da imate Harry Potter. Jaz imam sicer Harry Potter, ampak to se marsikdo zgraža, mi pa smo v bistvu takrat imeli zimovanje stega, cele lokalne skupnosti, to ni nujno praksa. Torej, od bobrov do popotnikov in potem še prostovoljcev, voditeljev.
med 19 in 21 postaneš voditelj ponavadi in potem si lahko kako dolgo zmoreš, ampak praviloma je to, ne vem, 3,5 leta, potem ljudje ali dobijo službo, ali dobijo otroke. Preprosto ni več časa. No, ampak na tem, zakaj pa imam tu nekaj modro, na tem zimovanju z tega smo takrat dobili te klupice in zgodba je bila seveda Harry Potter in te naše super moči, ne? In potem smo si gradili metle, s katerimi so oni tam igrali, kaj že to Quidditch, ali kaj, ne vem, jaz nisem, ne, tako. No, in ta metla je mogla biti kaj trdna, ne? In na njo smo dajali razumevanje, ljubezen, mir, skratka, zelo je bila skozi zgodbo, skratka, in potem so tiste najboljše metle bile res, tako da skratka, vedno skozi zgodbo, ne, se trudimo nekako, zato pa tudi potem, kdo reče, kako vezo pa ima Harry Potter, Peter Pan, karkoli že pač. Skozi te zgodbe pač. Ampak vedno nekaj, da mlade pritegnemo. Nejc Kurbus, da bova povedala tisto, kar je morda prav posebnega sedaj v tem času. Najprej boste povedali malce še o financiranju, ker ste prostovoljna neprofitna organizacija, živite od prostovoljnih prispevkov. Naše gledalke in gledalci bodo tudi videli na najnem pogovoru pasice, ki bodo spodaj, tudi v tem, kako lahko donirajo, na kakšen način lahko pomagajo Združenju slovenskih katoliških skavtin in skavtov. In potem še seveda beseda o tem, da prenašate že vrsto let v dobrodelni akciji Luč miru iz Betlehema, tudi midva imamo ti dve lučki na mizi, takole v božičnem času jih raznašate, moč jih kupiti ob mašah, v župnijski cerkvi, z to lučjo, midva imamo obedva prižgano simbolično, ne. In pa morda tudi akcija, ki je tekla ali še teče za skavtsko hišo, ki jo imate v Ljubljani. Ja, mi smo prostovoljsko združenje, ne? V bistvu smo vsi, ki sprejemamo odločitve, smo prostovoljci, imamo sicer zaposlene, financiramo se iz članarin, iz darov dobrih ljudi ali pa podpornikov skavtstva, ne? Nekaj malega tudi iz razpisov, koliko je seveda razpisi so primerni, ne? Mi se nikoli ne prijavimo na razpis zato, da bi dobili denar, ampak zato, ker, mislim, seveda je to postransko razlog, ampak nikoli se ne prijavimo na razpis samo zaradi tega, vedno se prijavimo zato, ker je vsebina taka, ki mi čutimo, da sodi v našo zgodbo, ne? Zato recimo zdaj že nekaj časa ravno smo dobili spet en razpis pri Ministrstvu za zdravje in bomo v prejšnjem dvoletnem, 2,5-3-letnem mandatu trajanja enega razpisa smo v bistvu zelo aktivno delali na duševnem, telesnem zdravju, na prehrani, ne? In to nam nekako pomaga tudi malo te vsebine okrepiti znotraj skavtstva. To je bila še, mislim, sreča v nesreči, da je bila ta korona, da smo še takrat lahko še to malo raziskovali, nagovarjali še bolj kot bi sicer. Zdaj pa smo dobili ravno tudi razpis spet na področju zdravja, ker zdravje je konec koncev, mi hočemo, da so naši cilj skavtske vzgoje je potem pristen, samostojen, odgovoren in zdrav človek, kristjan in državljan, ne? In hočemo, da je pristen, samostojen, zdrav, ne? No in zdaj en ta razpis, ki smo ga, hvala Bogu, no, dobili, je zdaj v bistvu digitalne zasvojenosti, spet seveda zdravje kot tako. Tega zdaj je ogromno in mi se o tem premalo pogovarjamo, se mi zdi, v naši državi. Absolutno. No, tako da razpisi delno, malo je nekih sredstev, ki nam sistemsko pripadajo, kot eni izmed največjih mladinskih organizacij, tega v bistvu ni, mi s taborniki smo redno v kontaktu in tudi oni v bistvu tu so. To je tako malo je smešno, ne? Ko smo dobri, nas imajo vsi, ko je treba pomagati, smo vsi super, ko pa treba kaj dati, pa je, vse to je vedno tako. Ampak zdaj, mislim, na tem mestu jaz moram se zahvaliti, ne vem, Uradu Republike Slovenije za mlade in za zaščito in reševanje. Z njimi res v bistvu imamo nek korekten odnos in tudi oni naše delo podpirajo, ker tudi mi konec koncev naši skavti postanejo pripadniki civilne zaščite, ko odrastejo jim to nekako stane, ne, je lažje dobiti nekoga, ki je že v stiku s tem. Pa hkrati res, ko je sila, mi smo pripadniki enot za postavljanje zasilnih prebivališč, žled, begunska kriza,
ne vem, Vse kaj to še sodi bilo. Tu zraven, smo vedno bili mi, med COVID-om so naši ljudje, v Mariboru vem, da so bolnico, en štuk bolnice v enem dnevu, ne, so skauti pomagali tam Organizirati. to, kar so lahko postavili, seveda. Ne. In take ljudi je najtežje najti. Ne. Najlažje je najti specialiste, pa najtežje pa tiste, ki pol bojo tam postle nosili. Ne. Vedno imate seveda tudi dajate sporočila, ki jih lahko pošiljajo, ne, tudi preko SMS, tudi, Ja. Tudi ta račun vaš, na katerega pričakujete kakšno donacijo. Ne. Ja, zdaj, če to res lahko, da boste vi spodaj podpisali, potem jaz zdaj ne bi tega vsega našteval, ampak več o skautih definitivno lahko najdete na skauti.si. Če je kako vprašanje ali pa bi kdo želel ustanoviti lokalno enoto, skautstvo je preprosta igra, mi rečemo. In Robert Baden-Powell je dejal, da pustite svet za spoznanje boljši, kot ste ga prejeli, in to gotovo, če boste ustanovili skautski stek, ne, to gotovo bo. Ne. Tako da lahko nam pišete na info@skauti.si, zdaj drugače pa skauti 5, skauti 10 na 1919, pa na spletni strani so nekako, ali pa tudi spodaj v podpisu, če prav razumem. Tako da hvala za to priložnost, da to povem. Mogoče še povem na tem mestu, da se v bistvu zdaj svojo prostorsko stisko rešujemo, ne, po veliko letih. Zdaj gradimo v bistvu skautsko hišo. V tem trenutku nam še vedno manjka, ker je to velika stavba. So nam tudi že omenili, ne vem, civilna zaščita nam je recimo, oziroma uprava nam je malo pomagala tudi finančno pri tem projektu. Zaradi tega, ker gradimo spodaj skladišče za našo opremo, ki jo vzamemo in gremo in usposabljati in pomagati, če je treba. Potem neka dvoranica, zgoraj sejne sobe, pisarne, pa še nek skoraj 500 kvadratov, skratka, ampak te cene so ravno v tem času delamo, mi ko vse raste, ne? Tako da ne raste samo naša hiša, ampak rastejo tudi cene in še vedno smo skoraj 200 000 evrov oziroma ja, tu nekje. No. Tako da tudi to, trenutno naša sredstva zelo intenzivno usmerjamo v ta projekt, je pa to, se pa zelo zavedamo, no, da je stavba nekaj, bo simbolno in prostorsko zelo poenostavila naše vsebina, pa zopet nekaj. Ampak bolj pomembno je to, da naši prostori trenutno, relativno v centru Ljubljane, velikokrat je kar težko dobiti. Jaz včasih, ker sem pač na taki funkciji, zelo redko si to drznem, ampak včasih kar rečem, gledajte fantje, zdaj pa boste vi imeli sestanek pa nekje drugje, tam zraven, ali pa potem mi gremo nekam drugam, zato ker je vse polno. Ne? In mi hočemo v bistvu, da je naša hiša taka, ker mi, ne vem, letno izvedemo, ne vem, lani smo izvedli za, ne vem, 300 ljudi usposabljanj, ne? Ali celo več, mogoče več. No? Skratka, to je treba nekje načrtovati, vsebino je treba dati organizaciji, ne? Naši izvršni odbor, častno razsodišče, nadzorni odbor, to se morajo srečevati, državna vodstva, mi rečemo, tem skupinam, ki skrbijo za vsebino po teh posameznih starostnih skupinah. Ne. Tako da hiša bo polna, ne. To sem jaz prepričan. Če ne bo polna, pol bomo jo prodali. Ne. Nec, takole za konec, lepa hvala za luč miru. Nekako ste celo počakali, da ste jo dobili še pravi čas. Med prvimi smo, ki smo deležni luči miru iz Betlehema, ostali bodo seveda lahko zopet kot vsa leta kupili. Tudi to je ena od dobrodelnih akcij, ki prispeva k vaši rasti. Ja, zdaj sem zaradi tega čisto malo zamudil sem, ne, ker sem šel luč prižgati z lučjo nekam drugam, ne, ker je luč sem imel doma, ker to je tako, da ti kot skaut vzameš to in ta plamen čuvaš. Ne, in imaš to v kadi, v neki posodi, nekje, skratka, starši, to je tak projekt. Ne. Ampak ja, ta plamen je dejansko bil prižgan v Betlehemu, v Votlinici, tam blizu, simbolno, ne, blizu Votlinice, kjer se je Jezus Kristus rodil. In potem so ga to avstrijski skauti in televizija Orf to prenesel skupaj, ima posebno letalo, pride na Dunaj, je letos prišlo in iz Dunaja potem po celem svetu dobesedno se razprši. Ne. Tako da vedno je neko sporočilo miru, ki je v tem trenutku še posebej aktualno, ne, žal, ne, tu okrog nas mene kar mrazi, ne, če pomislim, kje vse bi trebalo pogasiti plamene, ne, kakih strasti, ne, mislim, sploh ne bi rajši govoril, ne, o teh. In mi je žal, da skauti recimo ne moramo še bolj aktivno, ker na dan
po začetku vojne v Ukrajini, recimo sem jaz bil na enem sestanku z skauti, ne, takrat smo že začeli organizirati, predvsem poljski skauti, pomoč, koridorje. Ne. Kako in kaj pomagati Ja. tem nesrečnim ljudem? Ja. Zdaj ta plamen pa pri nas, ki na srečo živimo Miru. v čudoviti državi, brez nekih večjih, upam, skrbi, ne, pa je lahko za nas neko upanje, ne, da mir bo, ali pa, ne vem, spogreje malo te naše praznike. Zdaj, ja, mislim, da se je že delil to nedeljo in gotovo se še bo. Možno je ga, mi izbiramo prostovoljne prispevke, ne, tako da ne ravno ga kupite. Moramo pa mi kupiti sveče, ne, tako da v bistvu, ne, tokrat ga spremlja geslo Vstani in sveti. To vedno ena skupina, Trop, je to spet tak skavtski izraz, Trop za luč miru iz Betlehema, določi to geslo in prav napiše poslanico. Tokrat je Vstani in sveti in nas spodbuja, da tudi mi v tistem svojem okolju, ne vem, jaz sem strašno vesel, da sem lahko danes tu kot skaut, ne, in meni je to danes zagotovo polepšalo dan. Ne. Upam, da sva midva prižgala kak plamenček vašim gledalcem, ne, da je komu zaradi tega topleje, no in ta akcija nas spodbuja, da tudi vsak gre in kje zaneti nekaj dobrega. Ne. Seveda potem dobrodelni namen, luč 5, luč 10, spet smo pri teh SMS-ih, ne, na 1919, del sredstev gre v Liberijo, kjer je ena bivša skavtska voditeljica, Sabina Keren, postavlja, tam je v bistvu postavila neko v skupnosti Črnako lokal, neko šolo, zdravstveni dom, center kulturni, vse v enem, zato ker tam res živijo v strašni revščini in so nas v bistvu drugi, ker mi vedno poiščemo nekoga, pa mi rečemo, hej, mi bi pa drugi namen je, mi bomo letos dali družinam po lokalnih enotah, oziroma v lokalnem okolju, kjer delujemo, bojo skauti ali neka ustanova za to primerno detektirali in bo Center za socialno delo rekel, oni res rabijo, ne? In bomo njim dali. Tja gre ena polovica sredstev, no in drugo smo želeli nameniti, mislim, da v Kambodžo, pa so nam tam rekli, gledajte, hvala, ampak mi mislimo, da še bolj pa rabi Sabina. Ne? No, recimo. Tako da ta namen je pa res direkt gre v prave roke. No. Lep namen tudi ta, da ste prišli, Nejc Kurbus, načelnik Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov. Hvala za obisk, da ste si vzeli v tem času, hvala za luč miru iz Betlehema in verjamem, da sva tudi takole razsvetlila s tem našim pogovorom marsikatero zadevo in morda komu tudi kakšne predsodke sedaj razbila. Hvala vam še enkrat, da ste bili naš gost v oddaji Klepetalnica. Ja, hvala vam. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, zadnja letošnja 20. Klepetalnica v družbi Nejca Kurbusa, načelnika Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov. Izvedeli ste o eni čudoviti organizaciji, res da v deželi ob Muri, morda manj znani, pa morda velika spodbuda, ne samo s tem, da ste slišali, kaj zmorejo skavtinje in skavti, ampak tudi nasploh naj vam nekako tudi z lučjo miru sveti, da bo prihodnje leto vse boljše in po vaših željah. Hvala za tokratno pozornost in srečno do, bova rekla, prihodnjega leta.